Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Global Eye. Sem Nataša Kirčak in danes si bomo ogledali najbolj aktualne zgodbe z vsega sveta. Poglejmo si, kaj nas čaka nocoj. Danes milijoni Američanov vsak dan jemljejo antidepresive, zdravila proti anksioznosti in druga psihiatrična zdravila. Toda, ali se psihiatrična zdravila predpisujejo preveč ali pa so neupravičeno demonizirana? O tem bomo prav zdaj razpravljali. In tisto, kar se je začelo kot sanjsko križarjenje po oddaljenih vodah, se je zdaj spremenilo v vse večji mednarodni zdravstveni preplah. Hantavirus odpira resna vprašanja o tem, ali so Združene države pripravljene na naslednji izbruh. Poleg tega nova objava pomembnih dosjejev o NLP-jih iz Pentagona znova obuja eno najstarejših vprašanj. Smo res sami? Preden pa se lotimo vsega tega in še veliko več, si poglejmo nekaj največjih zgodb tega tedna po svetu. No, prvič po letih je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da meni, da se vojna Rusije z Ukrajino bliža koncu. Te izjave je podal novinarjem po zgodovinsko majhni in kratki vojaški paradi v Moskvi, ki je obeležila sovjetsko zmago v drugi svetovni vojni. Obljubili so, da bodo pomagali. Zahod je obljubil pomoč, nato pa začel spodbujati soočenje z Rusijo, ki traja še danes. Mislim, da se zadeva bliža koncu, vendar je to resna zadeva. No, kljub tem komentarjem, ki ste jih pravkar slišali, se spopadi še vedno nadaljujejo. Ukrajina je poročala o ruskih napadih z droni in skoraj 150 ločenih spopadih samo v zadnjih 24 urah. Kljub premirju, ki so ga ZDA posredovale med Kijevom in Moskvo in naj bi se končalo 11. maja, indonezijske reševalne ekipe so zdaj našle trupli dveh singapurskih pohodnikov, ki sta umrla po izbruhu gore Tukono na otoku Hana v Indoneziji, s čimer so zaključili obsežno 3-dnevno iskalno akcijo. V izjemno nevarnih razmerah. Oblasti pravijo, da sta bili žrtvi pokopani pod debelo plastjo vulkanskega materiala blizu roba kraterja in sta bili najdeni, kako se objemata. Skupno so v tem izbruhu vulkana umrle 3 osebe, medtem ko jih je 17 preživelo. Zdaj je vulkan še vedno aktiven in vse več je vprašanj, kako so pohodniki sploh smeli biti kjerkoli blizu gore, saj uradniki pravijo, da so bile plezalne poti dejansko zaprte že tedne pred tem izbruhom. Pozno nočni odhod z mednarodnega letališča Denver se je spremenil v grozljivo in smrtonosno prizorišče, potem ko je osebi uspelo prebiti varnost letališča in steči na aktivno vzletno stezo ravno v trenutku, ko je popolnoma naloženo potniško letalo vzletalo. Oblasti pravijo, da je letalo družbe Frontier Airlines pospeševalo za vzlet proti Los Angelesu, ko je letalo zadelo posameznika le nekaj minut potem, ko je ta prečkal obodno ograjo. Pilot je takoj prekinil vzlet, a so potniki nekaj trenutkov kasneje poročali o dimu v kabini in kratkem požaru na motorju. Bilo je ravno takrat, ko smo zares začeli vzletati, kot da bi se odrinili. No, odrinili smo ravno, ko smo bili pri motorju do konca. Ne vem, kaj ne rečem o tem, ampak potem je bil kar naenkrat trk. Zdelo se je, kot da bi bili v veliki prometni nesreči. No, vsaj ducat ljudi so oskrbeli zaradi manjših poškodb, oseba na vzletno pristajalni stezi pa je umrla. Zvezni preiskovalci zdaj poskušajo ugotoviti, kako je do vdora sploh prišlo in kako je lahko nekdo prišel tako blizu premikajočemu se letalu na enem izmed najbolj prometnih letališč v ZDA. In zdaj je uradno. Peter Magyar je prisegel kot novi madžarski premier, potem ko je premagal dolgoletnega predsednika vlade Viktorja Orbana. Ampak nikogar ne zanima, ker so vsi osredotočeni na tega človeka, prihajajočega madžarskega ministra za zdravje, ki je hkrati tudi neverjeten plesalec. Odvisno od tega, kaj vas navdušuje. In prav tako je prevladoval na prisegi Madžarja s temi osupljivimi plesnimi gibi. Zdaj, Zsolt Hegedis, ki ga pogosto imenujejo madžarski plešoči politik, je nastopil na stopnicah parlamenta po prisegi in množico tako navdušil, da so se mu pridružili celo člani njegove stranke. Poglejte jih, niso se mogli upreti. Videti je, da ni edini z plesnimi sposobnostmi, če temu sploh lahko tako rečemo. In zdaj, prijatelji moji, smo dosegli vrh. Veliko vprašanje je, ali so psihiatrična zdravila preveč predpisana
ali pa so neupravičeno demonizirana? No, nocoj se nam na našem panelu pridružujejo trije gostje, da bi razpravljali o tem vprašanju. Dr. Joseph, dr. Raj Perso in Owen Alterman. Preden pa začnemo z razpravo, si poglejmo ozadje in zakaj je to postalo tako vroča tema. Ameriški minister za zdravje RFK Jr. pod drobnogled postavlja psihiatrična zdravila. Ministrstvo za zdravje in socialne storitve začenja novo pobudo za preučitev, kar Kennedy imenuje prekomerna uporaba antidepresivov in drugih psihiatričnih zdravil, zlasti med otroki in mladimi odraslimi. Načrt se osredotoča na vzorce predpisovanja, informirana privolitev, možne stranske učinke in na to, kdaj bolniki morda potrebujejo pomoč pri varnem postopnem opuščanju zdravil. Prav tako poziva k razširitvi dostopa do možnosti brez zdravil, kot so terapija, telesna vadba, prehrana ter močnejša družinska ali skupnostna podpora. Za podpornike je to dolgo pričakovana poprava. Trdijo, da preveč Američanom prehitro predpisujejo zdravila, včasih brez dovolj razprave o dolgotrajni uporabi, o tegnitvenih simptomih ali o tem, ali bi morali najprej poskusiti druge oblike zdravljenja. A kritiki pravijo, da je takšno predstavljanje nevaren. Psihiatrična združenja opozarjajo, da so antidepresivi lahko nujno, na dokazih temelječe zdravljenje in da je morda večja kriza ne prekomerno predpisovanje, temveč pomanjkanje dostopa do pravočasne duševne zdravstvene oskrbe že na začetku. Tako, razprava ni zgolj o tem, ali so antidepresivi dobri ali slabi. Gre za to, ali je Amerika prehitro začela zdraviti stisko zdravili, ali pa to novo preverjanje tvega demonizacijo zdravljenj, za katera milijoni ljudi pravijo, da jim pomagajo normalno delovati. Torej, ali so psihiatrična zdravila preveč predpisana, ali pa so neupravičeno demonizirana? V redu, začnimo to debato. Vsak izmed naših panelistov bo imel 30 sekund, da odgovori na prvo vprašanje. Dr. Joseph Witt-Doering, izvršni direktor in medicinski direktor klinike Taper, vi ste prvi na vrsti. Vprašanje se glasi. Kritiki načrta RFK mlajšega pravijo, da antidepresivi vsak dan rešujejo življenja. Ali obstaja tveganje, da ustvarjamo strah okoli zdravljenj, ki jih številni bolniki resnično potrebujejo? Živi, Nataša, da. To je resnična skrb, vendar je bila napačno razumljena. Torej, ko gre za ustvarjanje strahu glede teh zdravil, mislim, da moramo biti zelo jasni. Ta zdravila lahko posameznikom rešujejo življenja, še posebej kratkoročno, ko se uporabljajo. Ampak trenutni problem v resnici ni povezan s tem, ali delujejo ali ne delujejo. Gre za to, da se pogosto nepravilno uporabljajo. In veliko tega se dogaja zato, ker v bistvu delujemo v zdravstvenem sistemu, ki ga usmerjajo zavarovalnice, kjer mora veliko zdravnikov v eni uri pregledati 4 paciente. In zato se zdaj dogaja, da zaradi teh časovnih omejitev svojih pacientov sploh ne spoznavamo več. Da bi bilo to ekonomsko smiselno v ZDA, imamo skupine po 2000 ljudi. V redu. V redu, dr. Jozef, kmalu se bomo vrnili k vam, ampak zdaj želim dati 30 sekund naši naslednji gosti, doktorici Raj Persav, svetovalni psihiatrini. Kakšno je vaše mnenje o tem? Statistika pravi, da si po vsem svetu vsako leto milijon ljudi vzame življenje. To je veliko več kot ljudi, ki jih vidite v televizijskih poročilih o vojnah po svetu. Torej je to zelo resen problem. In antidepresivi očitno rešujejo življenja mnogim od teh ljudi. Torej, velika nevarnost tukaj je, da če demonizirate in stigmatizirate ta zdravila, se igrate z ognjem, glede na to, kako visoka je stopnja samomorov po vsem svetu. In to je tukaj problem. Kakšna je alternativa? Ta administracija demonizira ta zdravila, vendar ne ponuja smiselne alternative, na katero bi se lahko pacienti obrnili. V redu. Nazadnje, a nič manj pomembno, naša višja dopisnica Owen Alterman. Imaš 30 sekund. Kakšno je tvoje mnenje? Poglej, Nataša, Robert Kennedy je podal nekaj neutemeljenih izjav, vendar moram reči, ko prebereš, da je eden od šestih Američanov na antidepresivih, mislim, da za veliko ljudi, vključno z nami zunaj Združenih držav, to nima veliko smisla na prvi pogled. In ne prvič, mislim, da Robert Kennedy, vsaj glede tega vprašanja, govori nekaj, kar bo po mojem mnenju dvignilo obrvi in pritegnilo pozornost. In kot smo slišali od naših gostov, obstajajo razlogi za pretirano predpisovanje teh zdravil, ki presedajo samo vprašanje in jih je treba obravnavati, prav tako pa tudi vprašanje opustitve teh zdravil. In na koncu, če jih imam še nekaj, bom prešel na naslednje. Owen, ti boš naslednji na vrsti. Prav. Veš, naslednje vprašanje, ki ga želim postaviti je, ali verjameš, da je sistem duševnega zdravja postal prehiter pri predpisovanju zdravil za čustveno stisko?
In rada bi se znova obrnila k vam, dr. Joseph, da slišim vaše mnenje o tem. Da, ja, Nataša, absolutno. Veš, kot sem že prej omenil, ima veliko tega opraviti s sistemskimi težavami zavarovalniškega sistema. In ko skrbiš za 2000 pacientov, ker moraš to početi, da preživiš, moraš v bistvu hitro opraviti z oskrbo, da lahko sprejmeš naslednje paciente iz čakalnice. In v takšni situaciji se v bistvu zatečeš k zdravilom, ker je to najhitrejša stvar, ki jo lahko narediš. Ne moreš se osredotočiti na prehrano, življenjski slog, odnose, namen in smisel, ter vse druge stvari, ki so pomembne pri pomoči ljudem z depresijo. Zanimivo. Doktorica Raj Pursell, kakšno je vaše mnenje o tem? No, kot zdravnik, specialist in psihiater lahko predpišem ta zdravila, vendar sem pri tem zelo zadržan. Poskušam jih ne predpisovati, ker se strinjam s prejšnjim zdravnikom. Večina življenjskih težav je veliko bolj zapletenih. Težave bi lahko rešili s čarobno paličico in preprosto tableto. Toda kar je v tej razpravi zanemarjeno, je to, da si pacienti želijo teh zdravil. Vsak dan se borim s svojimi pacienti in jim poskušam povedati, da morajo dejansko delati na sebi in na svojih težavah, ter ne iskati preprostih rešitev. V obliki tablete, vendar so oni tisti, ki to zahtevajo. Ni kriv samo sistem duševnega zdravja. Pacienti si dejansko želijo tovrstne hitre rešitve, čeprav je življenje pogosto veliko težje in se izogibajo trdemu delu, ki je potrebno za osebno spremembo. Zato ne krivite sistema duševnega zdravja. Do neke mere je res kriv. Vendar dobro premislite tudi o tem, da pacienti pritiskajo na zdravnike, naj predpišejo ta zdravila. In to je problem, ki ga ta ameriška administracija zanemarja. To je pravzaprav nekaj, kar si pacienti želijo. Paciente moramo odvrniti od tega, da bi rešitve za življenjske težave videli zgolj v tabletah. Zakaj je temu tako? Zakaj bi bilo treba paciente od tega odvračati, če vemo, da so na primer zdravila, kot so SSRI, lahko zelo učinkovita pri pomoči ljudem pri soočanju z depresijo? Tudi kadar so učinkovita, se nobena pacientova težava ne more preprosto rešiti s tabletami. Pri psihiatričnem zdravljenju gre vedno za sklop pristopov. Vedno je treba narediti nekaj tudi na sebi. Tableta lahko pomaga spodbuditi čustvene spremembe, ki vam pomagajo delati na sebi. Ampak vedno je veliko bolj zapleteno, kot da bi bil odgovor preprosto v tableti. Ljudje morajo rešiti težave v svojem življenju, ki povzročajo to čustveno stisko. In prav njihova velika nenaklonjenost temu, da bi delali na sebi, je del širšega kulturnega problema, kjer iščemo lahke odgovore in bežimo pred soočanjem s težavami. In če se soočite s težavami, dosežete osebno rast. In bojim se, da obstaja razširjen kulturni problem, ki ga je treba nasloviti. Tukaj niso krivi samo zdravniki. Dr. Joseph, kimali ste z glavo. Nam lahko poveste, zakaj? Pravzaprav se nisem strinjal. Mislim, da je bilo veliko pacientov zavedeno glede antidepresivnih zdravil. Mislim, veste, da je farmacevtska industrija zlasti v ZDA dolga leta širila zgodbo o SSRI-jih, da naj bi popravljali neravnovesje serotonina. In od tam naj bi izvirala depresija in anksioznost. In zato ljudje razmišljajo o teh zdravilih, kot da so podobna insulinu za sladkorno bolezen. Zato res mislim, da so bili zavedeni, saj ne more biti tako preprosto. Veliko bolnikov to verjame, veliko zdravnikov pa to še vedno govori bolnikom, kar pa preprosto ni pravilno. In ker imam občutek, da intuitivno veliko ljudi po vsem svetu želi priti do korena problema. Želijo ga razumeti, nočejo pometati stvari pod preprogo ali jih prikrivati s tabletami. In če bi imeli to priložnost v ZDA, to je tisto, kar si Bobby Kennedy resnično želi narediti. Želi povečati terapijo, spremembe prehrane, vse te dodatne stvari. Mislim, da bi to sprejeli. Zanimivo. In veš, nisi imela priložnosti, da bi na to res odgovorila. Zanimivo mi je slišati tvoje mnenje o tem in koliko od te razprave je dejansko medicinske narave ali morda ideološke, ker očitno vidimo, da se to dogaja v veliko širši razpravi o tem, kako Ameriko ponovno narediti zdravo, kako človeštvo kot celoto ponovno narediti zdravo in to vrstnem skepticizmu glede konvencionalnih zdravil. Prav, Nataša, skepticizem je ključna beseda. Prišli bomo do tega v trenutku, ampak najprej nekaj besed o sami temi. Veš, naši gostje so omenili vprašanje preprečevanja samomorov. Očitno se vsi s tem strinjamo, ampak vsaj eno strokovno združenje v ZDA, Nataša, je govorilo o uporabi teh tablet v kontekstu samomora in preprečevanja samomorov pri akutni depresiji ter o njihovi preudarni uporabi. In mislim, da se je vredno vprašati, če 1 od 6 odraslih oseb v Ameriki uporablja ta zdravila,
Ali so te opredelitve res upoštevani, ali se ta zdravila uporabljajo samo za akutne primere in preudarno. In mislim, da to, kar smo slišali, morda ni res. Ampak imaš prav, Nataša. Gre za klasičen spopad med strokovnostjo in skepticizmom. In to je del 21. stoletja, ni prisotno samo v medicini, tukaj v Izraelu. Tu so parametri naše razprave po 7. oktobru. Kdo je odgovoren in kakšno ravnovesje imate med strokovnjaki v našem varnostnem aparatu in skeptiki v političnem razredu? In kdo pravzaprav, kako dosežete pravo ravnovesje med njimi? In Robert Kennedy postavlja to vprašanje tudi na medicinskem področju. Mislim, da z veliko manj uspeha in veliko manj avtoritete na področju cepiv, vendar morda z več argumenti v tem primeru in tudi v primerih prehrane in diete, kjer je bil zelo, zelo aktiven. Strinjam se, seveda teh zdravil ne bi smeli stigmatizirati. Obstaja veliko primerov, kjer jih je treba uporabiti. In obstaja vprašanje stroškov, resnično vprašanje stroškov. Kako natančno uvedete, kar se zdi veliko dražje in zagotovo veliko bolj časovno zahtevne oblike zdravljenja, ki so alternativa temu? To se zdijo resnične vprašanja za ameriški sistem. Morda imamo mi v Izraelu, kjer imamo tako močan javni zdravstveni sistem, kakšno lekcijo, ki jo lahko naučimo druge. Dr. Joseph, videla sem, da ste zmajevali z glavo. Zdi se, da se sprva ne strinjate z Owenom. Kaj nam lahko poveste o tem? Ne, mislim, da sem se z njim strinjal. Ampak, pravzaprav ne, mislim, da se nisem strinjal. Pravzaprav ne, mislim, veste, če pogledamo na ravni prebivalstva, uporabljamo 5-krat več antidepresivov, kot smo jih v 90-ih letih, vsaj v ZDA. In od leta 2000 do danes se je naša stopnja samomorov povečala za 60%. Tako da ne mislim, da je to vprašanje, kjer bi, če bi ameriški javnosti samo dali več antidepresivov, zmanjšali samomore. Moramo biti bolj ustvarjalni pri tem, kako pomagamo ljudem. In res spoštujem, kar počne Bobby Kennedy, da začenja ta pogovor o tem, kako narediti več teh nezdravilnih oblik zdravljenja dostopnih ameriški javnosti. Želim se vrniti k vam, dr. Rajš Prsel. Podporniki teh zdravil so zagovarjali nekaj, kar ste tudi sami povedali, in sicer, da je prava kriza, ki jo trenutno vidimo, premalo zdravljenja, ne prekomerno zdravljenje. Obstaja stigmatizacija teh zdravil in zaradi tega so ljudje, ki bi jih morda potrebovali, bolj zadržani pri njihovem jemanju. To pa dejansko sovpada z naraščajočimi stopnjami samomorilnosti in depresije. Kakšno je vaše mnenje o tem? Strinjam se, da veliko ljudi, ki ta zdravila dejansko potrebujejo, ne prejema recepta zanje. In kar je nenavadno, se strinjam z drugima dvema, veliko ljudi, ki ta zdravila dobivajo, jih ne potrebuje in bi jim bilo dejansko bolje, če jih ne bi jemali. Imamo popoln kaos. Zakaj imamo popoln kaos? Eden od razlogov, zakaj imamo popoln kaos, je, da veliko zdravnikov, ki predpisujejo ta zdravila, so družinski zdravniki. So splošni zdravniki, niso specialisti. Na nek način smo banalizirali skrb za duševno zdravje. Ne bi pričakovali, da bodo družinski zdravniki predpisovali zdravljenje raka ali kardiološko oskrbo. Zakaj po vsem Zahodu večino receptov za antidepresive izdajajo družinski zdravniki? Poslušajte, družinski zdravniki imajo moje spoštovanje. O medicini vedo veliko več kot jaz, vendar niso strokovnjaki za duševno zdravje. Že samo dejstvo, da predpisovanje prepuščamo tem nestrokovnjakom, ne specialistom, je delno vzrok za začetek kaosa. Ampak je popolnoma kaotično. Mislimo, da živimo v bolj liberalnih časih. Veliko ljudi, ki prejema ta zdravila, od njih nima koristi in bi jim šlo dobro tudi brez njih. Veliko ljudi, ki ta zdravila potrebujejo, jih ne dobiva. To je popoln kaos. Rada bi samo govorila o tem, kaj to pomeni, da nimajo koristi od njih. Seveda, veste, lahko pride tudi do nasprotnih stranskih učinkov. Lahko je zelo škodljivo za zdravje ljudi, ki morda jemljejo nekatera od teh zdravil, ki jih ne bi nujno smeli jemati in so jim bila predpisana, lahko bi rekli, napačno, kot ste rekli, strani družinskih zdravnikov in ne strokovnjakov za duševno zdravje. Ampak ali je negativna stran jemanja teh zdravil res tako nevarna, kot jo predstavljate? No, mislim, ena od težav tukaj je globok pesimizem, ki ga imamo kot družba glede ideje, da so ljudje z duševnimi težavami obsojeni nanje do konca življenja. To ni res. Duševne težave so zelo dobro zdravljive. Toda zaradi pesimizma ljudje dobijo predpisano tableto. Jo jemljejo 6 mesecev in imajo zelo nizka pričakovanja. Ko opazijo, da jim ni nič bolje, samo skomignejo z rameni in mislijo, da je to to. Morali bi biti veliko bolj vztrajni. En nasvet, ki ga želim dati, upam, da se bodo moji kolegi s tem strinjali. Če po 2 tednih jemanja tablet ne občutite nobene spremembe,
Pojdite nazaj k zdravniku in se pogovorite o tem, da morda ne deluje. Druga stvar je, da te tablete zahtevajo natančen nadzor. Tukaj v Britaniji družinski zdravnik predpiše zdravila, potem pa pacienta ne vidi več mesecev. To je smešno. Ni mogoče, da bi bilo zdravilo pod ustreznim nadzorom v takšnih pogojih. Torej, težave z duševnim zdravjem so zdravljive. Bodite bolj vztrajni, če ste pacient. Če ne občutite koristi, ne domnevajte, da je krivo to, da imate bolezen, ki je ni mogoče zdraviti. Nekaj je narobe z zdravljenjem. Prav tako poiščite različne možnosti zdravljenja. Pri sladkorni bolezni bodo verjetno klasična zdravila, ki jih jemlje večina ljudi, delovala tudi pri vas. Pri psihiatriji pa kot posameznik potrebujete bolj individualizirano oskrbo. Bodite vztrajni, poiščite različne možnosti in bodite bolj optimistični. Če se ne izboljšujete, je nekaj narobe z zdravljenjem. Bodite glede tega bolj vztrajni. In še ena stvar, ki jo želim poudariti. Druga oseba je povedala nekaj zelo pomembnega. Z Googlom in internetom je zdaj vsak strokovnjak. Prav. In to je resen izziv za strokovnjake, ki so 6 let hodili na medicinsko fakulteto. Zdi se, da ljudje tega več ne spoštujejo. In mislim, da je to velik problem. Zdravniki morajo braniti idejo, da jih medicinska fakulteta naredi boljše od doktorja Googla. Po mojem mnenju tega ne počnejo prav dobro. Dr. Jozef, kakšno je vaše mnenje o vsem tem? Moje mnenje je, da se popolnoma strinjam z dr. Rajem in njegovim stališčem. Mislim, da je to norost. V ZDA mislim, da približno 80% antidepresivov predpišejo zdravniki družinske medicine. Oni jih začnejo predpisovati in nato spremljajo bolnike vsakih 3 mesece. In veste, v povprečju imajo z njimi 7 minut osebnega stika. Kako za vraga boste razumeli odnose te osebe, pomen in namen v njenem življenju? Veste, njihove težave z zlorabo substanc ali njihovo telesno zdravje. Kako jim lahko pri tem pomagate z ustreznimi ukrepi? Druga velika težava v ZDA je preprosto zavarovalniški sistem. Polovica psihiatrov in polovica terapevtov sploh več ne sprejema zavarovanja, ker je povračilo tako nizko. Tako da imajo pacienti, tudi ko želijo dobiti to oskrbo, ogromno ovir. Zato moramo resno razmisliti o spremembi načina povračila stroškov za duševno zdravje, da bi ljudem dejansko pomagali priti do vzrokov teh težav in jih ne le zdravili zdravili, ker je to učinkovito in ti omogoča, da greš skozi svojo skupino 2000 pacientov. Owen, rada bi slišala tvoje mnenje o vsem tem. No, mislim, da sta tukaj 2 točki, Nataša. Prva, naš gost je začel govoriti o tem. Koliko razumem, glavni problem ni prekomerno predpisovanje zdravil. Gre za to, da ljudje zdravila uporabljajo predolgo in imajo težave pri prenehanju jemanja. Pri tem pa se soočajo z različnimi stranskimi učinki. In to je del tega, element tega, kjer je bilo dejansko manj nasprotovanja strani strokovnih skupin, ker v tem vidijo več koristi. In spet, ta statistika, da 1 od 6 Američanov trenutno jemlje to zdravilo. Vem, da bi bil osebno manj zaskrbljen zaradi visokega števila Američanov, ki so zdravilo jemali nekoč v življenju. Toda tako visoka številka dejansko nakazuje, vsaj na prvi pogled, vsaj za laika kot sem jaz, da morda nekateri ljudje jemljejo ta zdravila predolgo. Ampak še ena zadnja stvar. Tukaj je tudi nekaj pozitivnega. Večja ozaveščenost o duševnem zdravju. Dejstvo, da si toliko ljudi želi ta zdravila, kot smo slišali od enega izmed naših gostov, spet, pacienti si morda želijo cigaret in čokoladne torte. To še ne pomeni, da bi jih morali dobiti. Ne da bi primerjal ta zdravila s katerimkoli od teh, ampak dejstvo, da si jih pacienti želijo, dejstvo, da je javnost, široki deli javnosti tako pozorna na vprašanje duševnega zdravja, to je napredek, to je generacijski napredek, to je zmaga. Vprašanje je, kaj storiti, kako to uporabiti, ter kako to novo ali ne tako novo znanje in ozaveščenost o duševnem zdravju čim bolje usmeriti. Da bi ljudem resnično pomagali na celovit, učinkovit in trajen način. Zanimivo je, da to praviš, Owen, ker je vsaj tukaj v Izraelu zelo prisotna stigma glede jemanja takšnih zdravil. Vidimo, da jih zdaj jemlje vedno več Izraelcev, vendar je bilo to zagotovo nekaj, kar so dojemali kot šibkost. Če moraš vzeti tableto, da se spopadeš z anksioznostjo in stresom, s katerima se soočaš. To je morda drugače v Združenem kraljestvu ali v ZDA, kot sta omenila oba zdravnika, ki sta z nami. Ampak rada bi se vrnila k vam, dr. Jožef, in govorila o tveganjih, ki nastanejo, če ranljive ljudi odvračamo od tega, da bi poiskali pomoč, ki jo potrebujejo, zaradi dejstva, da se spodbuja neka druga pot. Da, o tem bom govoril precej odkrito.
Obstaja veliko kritikov Bobija Kennedyja in tega, kar počne, saj ozavešča o prekomerni uporabi teh zdravil. In pravijo, da stigmatizira duševno bolne in da je to, kar govori, nevarno. To je popolna laž. Moramo govoriti o tem, kaj je stigma. Kot si rekel, gre za nepravično kritiziranje nekoga, ker jemlje zdravila. In to ni bistvo tega. Veliko ljudi pogleda Bobija Kennedyja in si mislijo, povezanje s Trumpom. Ali pa veš, jim ni všeč, kar je rekel o cepivih. In predvidevajo, da je njegovo nasprotovanje antidepresivom ideološko. Veš, je katolik. Morda misli, da je to razvajanje. Morda misli, da je to moralno napačno. Morda je zadržan in misli, da morajo ljudje preprosto sami poskrbeti zase. To ni bistvo tega. Ne bi smelo biti sramu pri jemanju zdravil. In nikoli ni rekel ničesar takega. Gre za to, da ljudem omogočimo informirano privolitev o tem, kaj ta zdravila dejansko počnejo. Kako dolgo so bila preučevana, dejstvo, da jih je težko prenehati jemati, dejstvo, da imajo stranske učinke. In ja, seveda, zagotovo obstajajo koristi, ampak gre za informirano privolitev. V redu, dr. Rač Parcel, imate 30 sekund za svoje zadnje komentarje o tem, preden gremo na oglasni odmor. No, strinjam se, da čeprav ne sprejemam veliko tega, kar je Robert Kennedy povedal o cepivih, mislim, da postavlja res dobro vprašanje, pomembno vprašanje. Kaj se dogaja, da je toliko Američanov tako dolgo na teh zdravilih? Ampak tukaj je težava. V Britaniji so pred približno 20 leti ljudje opazili ta problem in zelo hitro izobrazili veliko terapevtov kot alternativo. Bojim se, da vam moram nekaj povedati. Veliko teh zelo hitro izobraženih terapevtov se je izkazalo za precej slabe. In stopnja ozdravitve blage do zmerne depresije pri ljudeh, ki so hodili k tem zelo hitro izobraženim terapevtom, je po 20 letih tega programa pred nekaj leti dosegla le približno 50%. Ugibate, kakšna je naravna stopnja okrevanja pri blagi do zmerni depresiji po približno enem letu? Približno 50%. Torej, v bistvu te hitro izobraženi terapevti niso naredili ničesar. Če sploh kaj, so ljudem celo preprečevali, da bi se izboljšali. Zato se moramo osredotočiti na alternativo. Alternativa je strokovno znanje. In žal je tudi to drago. Seveda. Rada bi se zahvalila vsem našim gostom, da so se nam pridružili. Zelo zanimiva razprava. Upam, da ste nekateri dobili odgovore, ki ste jih iskali. Gremo na kratek odmor na Global Eye. Nikamor ne hodite. Kmalu se vrnemo. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Doživite pravo rešitev za vašo bolečino in okorelost. Pokličite zdaj. Kako pridobivate svoje novice? Kako veste, katerim virom lahko zaupate? In da si ustvarite jasno sliko celotne zgodbe, potrebujete pregled nenehnega dogajanja. Najpomembnejše zgodbe, strokovni analitiki in najboljši novinarji, ki vam prinašajo pristne glasove s terena. Vse to razčlenjujemo v oddaji Torn Down. Pridobite dejstva, ostanite obveščeni in bodite glas razuma za Bližnji vzhod. In spet smo nazaj v oddaji Globalno oko. Sem Nataša Kirčuk in hvala, ker ostajate z nami. Kar se je začelo kot sanjsko križarjenje po oddaljenih vodah, se je zdaj spremenilo v vse večjo mednarodno zdravstveno grožnjo. Čez noč je na Kanarskih otokih izkrcala več 10 previdnih potnikov, potem ko so bili več kot mesec dni ujeti na križarki zaradi izbruha smrtonosnega hantavirusa, ki je zahteval 3 življenja potnikov. Naša Emily Francis poroča o tem. Tisto, kar naj bi bil enomesečni užitek skozi nekatere najlepše dele sveta, se je za več kot 100 ljudi spremenilo v pravo nočno moro na morju. In to, kar se dogaja zdaj, je zelo resnično za vse nas tukaj. Nismo samo zgodba, nismo samo naslovnice. Smo ljudje. Ljudje z družinami, z blogi, z ljudmi, ki nas čakajo doma.
Utrujeni preživeli izbruha virusa Hanta na ladji MV Hondias, ki je izplula iz Argentine 1. aprila, so po noči izstopili iz okužene ladje na Kanarskih otokih. Potnik še vedno nima simptomov. Celotna skupina potnikov ostaja asimptomatska. Na pristanišču imamo medicinsko osebje in letala za prevoz preživelih. Španski državljani so izstopili prvi, sledili so jim člani posadke in potniki iz drugih evropskih držav ter Američani. Zadnji let celotnega postopka je predviden za jutri, za Avstralce, Novozelandce in Azijce. 88 potnikov in 61 član posadke iz 23 različnih narodnosti se je mesece pripravljalo na to atlantsko odpravo, ki je vključevala tudi Antarktiko. A vendar je manj kot teden dni po začetku križarjenja več ljudi razvilo dihalne simptome. Kapitan je sporočil prvo smrtno žrtev, 70-letnika iz Nizozemske. Kmalu zatem pa je umrla tudi njegova žena in še ena oseba. Zdravstvene oblasti pravijo, da se je skupaj 8 ljudi okužilo smrtonosnim virusom. Svetovna zdravstvena organizacija poskuša priti do dna izbruha, saj se okužba pri ljudeh s tem virusom večinoma zgodi z vdihavanjem iztrebkov in urina okuženih glodavcev. Zdaj, ko so travmatizirani potniki končno prispeli na trdna tla, še vedno niso izven nevarnosti. Španska vlada zahteva, da njeni državljani ostanejo v karanteni, dokler ne dobijo potrdila, da so zdravi. 17 Američanov bo po vrnitvi ocenila CDC in bodo morali več kot mesec dni preživeti v nadzorovani izolaciji doma ali v varovani ustanovi. Zdaj se nam pridružuje dr. William Schaffner, profesor medicine na oddelku za nalezljive bolezni na Univerzi Vanderbilt. Dr. Schaffner, zdravstveni uradniki še naprej poudarjajo, da splošno tveganje za javnost ostaja nizko, ko gre za hantavirus. Kaj pravzaprav je hantavirus in kako zaskrbljeni bi morali biti Američani oziroma javnost v tem trenutku? No, Nataša, mislim, da je najpomembneje, da javnosti ni treba biti pretirano zaskrbljena. Seveda jih to zanima. Hantavirus živi v majhnih glodavcih, ti glodavci pa virus izločajo s slino, urinom in iztrebki. To se lahko posuši. In običajno, ko ljudje pridejo na območja, kjer čistijo ali delajo stvari, ki dvigujejo prah, se lahko ustvari aerosol in ta virus se lahko vdihne ter tako povzroči okužbo. Večina hantavirusov se ne prenaša s človeka na človeka, razen te posebne vrste hantavirusa, ki jo imenujemo andski sev. Nahaja se v Južni Ameriki in ima sposobnost širjenja s človeka na človeka. Ampak tukaj je pomembna točka. Širi se počasi in ne zelo učinkovito. To je zelo drugače kot gripa in COVID. Torej, to je lahko zelo omejen pojav. In mislim, da čeprav bomo občasno videli še kakšen drug diagnosticiran primer, ne bo prišlo do razširjene okužbe s hantavirusom v nobeni od držav, v katere se ti potniki vračajo. Obstajajo kritiki, ki pravijo, da se je odziv CDC zdel počasnejši, lahko bi rekli, in manj opazen kot pri prejšnjih mednarodnih izbruhih. Z vašega vidika, ali se je agencija ustrezno odzvala glede na okoliščine in ali so se svetovne agencije pravilno odzvale? Svetovna zdravstvena organizacija je opravila res odlično delo pri opredelitvi te težave in usklajevanju odziva vseh vpletenih držav, pri čemer smo tudi mi sodelovali. Tako da to poteka zelo dobro in ko se ti potniki vračajo domov, bodo nekateri od njih v karanteni doma. Nadzorovali jih bodo naši lokalni zdravstveni oddelki in zdravstveni oddelki zveznih držav. To samo še dodatno potrjuje, da moramo še naprej sodelovati s Svetovno zdravstveno organizacijo in da moramo v Združenih državah ohraniti močno javno zdravstveno strukturo. Že opažamo širjenje dezinformacij na spletu o domnevnih zdravljenjih za hantavirus. Kako pomembno je jasno javno komuniciranje med izbruhi, kot je ta, še posebej po težavah z zaupanjem, ki smo jih videli med izbruhom COVID-a? No, izpostavili ste nekaj zelo pomembnega. Najpomembnejši javnozdravstveni ukrep pri kateremkoli izbruhu je jasno,
dosledno in na znanosti temelječe komuniciranje. In mislim, da vsi skušamo pomagati novinarjem, da posredujejo dobre informacije ljudem, da ne bi paničarili. Seveda to ljudi zanima. Javno zdravstvo je vključeno, vendar menimo, da bo to omejen pojav. Kot lahko vidite, je bilo do zdaj na tej zelo veliki križarki diagnosticiranih le malo ljudi. V redu. Rada bi se vam zelo zahvalila, da ste se nam pridružili, dr. Schaffner. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje o tem. Zdaj se bomo posvetili naši naslednji zgodbi. Singapur zavzema strožji pristop do ustrahovanja v šolah, kar sproža veliko razpravo o disciplini, kaznovanju in otrokovih pravicah. Po novih smernicah lahko dečke stare že 9 let v šoli kaznujejo s palico za resne primere ustrahovanja, vključno s spletnim ustrahovanjem, če druge kazni ne zaležejo. To je kazen, ki dovoljuje do 3 udarce s palico, vendar le za dečke, saj singapurska zakonodaja prepoveduje bičanje deklet in žensk. Uredniki pravijo, da bi jo uporabili le kot skrajno možnost pod strogim nadzorom, potem ko je več odmevnih primerov ustrahovanja pretreslo državo. Vendar skupine za pravice otrok pri Svetovni zdravstveni organizaciji trdijo, da telesno kaznovanje lahko povzroči trajno psihološko škodo in sčasoma poveča agresivnost. Tako ta politika odpira večje vprašanje. Kje je meja med disciplino in zlorabo? In zakaj Singapur še vedno zagovarja bičanje leta 2026? Z nami je zdaj doktorica Camilla Forkoš-Levan, je psihologinja in poslovna svetovalka. Kako telesna kazen vpliva na to, kako mlajši otroci razumejo disciplino in posledice? Je učinkovita? Pravzaprav ni učinkovita, je pa zelo, zelo učinkovita pri povečevanju ustrahovanja, če že kaj, in tudi pri prenašanju tega nasilja ter utrjevanju tega vedenja kasneje v življenju, tudi v lastni družini in pri svojih otrocih in tako naprej. Torej je v resnici zelo, zelo škodljiva. In to vemo, obstaja veliko raziskav na to temo, to ni skrivnost. Kaj otrok psihološko ponotranji, ko kazen prihaja s strani šolske avtoritete? Torej, najprej je tu očitno zelo, zelo veliko nezaupanje. In moramo razumeti, da so otroci v bistvu na nek način že na začetku v zaporu, ja? Kar pomeni, da ne morejo oditi v drugo državo ali oditi iz doma, kjer so lahko zlorabljeni. In pogosto je edino olajšanje, ki ga imajo, šolski sistem, kjer se lahko sprostijo, zabavajo, uživajo v družbi drugih otrok. Torej, če zdaj v šolski sistem vključimo še telesno kaznovanje, je najprej že nezaupanje do avtoritete in do tega, kar se tam dogaja. Zdaj pa nimajo več varnega prostora. To se nato razširi tudi na javne prostore nasploh. Veste, razlog, ki smo ga tukaj videli, zakaj je singapurska vlada dejansko rekla, da meni, da je to nujen ukrep, je zaradi nekaterih zelo hudih primerov ustrahovanja, kjer so menili, da druge oblike kaznovanja, kot je verbalno kaznovanje, niso bile dovolj, da bi ustavile te primere hudega ustrahovanja. Kaj menite o tem? Ali morda obstaja rdeča črta? Veste, situacija, v kateri je fizični odziv dejansko edini način, s katerim boste sprožili spremembo v vedenju otroka, ki ustrahuje. Mislim, da je to odlično vprašanje, ker veliko ljudi res misli tako, kot da v redu, lahko to nadzorujemo in potem jih pretepimo. Ja, seveda, krasno. To samo nadaljuje zgodbo o tem, da se že tako pogosto počutijo, kot da so v zaporu, ker so na nek način ujete, ja, že samo to, da so otrok. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo odrasli nekaj odgovornosti in da ne reagiramo impulzivno, ampak da dejansko stopimo korak nazaj, še posebej v vzgojno-izobraževalnem okolju in v izobraževalnem sistemu, ter da razumemo, da so raziskave na voljo. Ogromno jih je, kaj ne? Pri ustrahovanju je pogosto v ozadju družinsko nasilje, občutek negotovosti, poskus ponovnega pridobivanja moči. Pogosto je otrok sam žrtev ustrahovanja. Da, pogosto je družbeni pritisk zelo, zelo velik. Torej, namesto da ga zdaj tudi vi pretepete, naredite korak nazaj kot odrasla oseba. Ugotovite, kaj je težava, kaj je problem. Še posebej, če je to tako razširjeno, še posebej, če je to tako velik problem. Obstaja še večji problem. Naredite korak nazaj. Uporabite svojo glavo, tako rekoč. Rešite problem, dejanski problem.
Zagotovo je prišlo do spremembe, ko vidite videoposnetke na spletu. Naprimer, ko govorimo o starševstvu. Prehod iz te metode nežnega starševstva, ki je postala bolj, lahko bi rekli, priljubljena metoda ravnanja z otroki, oddaljevanje od, veste, prej uporabljenih metod, kot je naprimer kaznovanje otroka s telesnimi kaznimi. Ampak zdaj opažamo premik, kot ga vidimo v Singapurju, kjer se vračajo k tem vrstam telesnih kazni. Kaj menite o tem? In ali to morda kaže na veliko večji problem in na to, kako se šole in starši zdaj lotevajo discipliniranja svojih otrok? Da, zagotovo. Mislim, da ker je bilo telesno kaznovanje in smo ugotovili, da je to problem, smo potem prešli na permisivno starševstvo, kjer smo vsi sproščeni in nikoli nič ne rečemo. Ampak tudi to je problem, ker se zdaj otroci počutijo zapostavljene in nihče ne skrbi zanje. Zato mora obstajati zlata sredina, kjer so postavljene meje. In to vemo tudi o zdravem starševstvu, kajne? Kjer meje obstajajo, vendar so prilagodljive, kar pomeni, da so zelo jasne, a hkrati prilagodljive. To ne pomeni, da otroke pretepaš in tudi ne pomeni, da pobegneš in nikoli nisi vključen. Pomeni, da si zelo vključen, pogovarjaš se z njimi, razpravljaš o stvareh, skupaj iščete rešitve. Če obstaja kakšna posledica za vedenje, je ta primerna. Ni nekaj pretiranega, kar bi vodilo v mučenje ali škodovanje otroku. Tako da mislim, da je nasplošno zame to osebni trenutek, ko si rečem, o moj bog, za tako neumno stvar, kot je striženje las ali urejanje nohtov, moraš imeti usposabljanje in potrdilo. Ampak lahko pa kar vzameš celo človeško bitje domov. Mislim, da je to zelo škodljivo. Potrebujemo izobraževanje o tej temi že od vrtca naprej. O tem, kako se obnašati drug do drugega, kako se umiriti, kako se pogovarjati med seboj in to početi primerno starosti. Vse do konca srednje šole. Da že znajo graditi zdrave, bolj ali manj odnose, kako vzgajati otroke, nekaj takega. In potem, ko se otrok rodi, vem, da obstajajo nekatere države, kjer nekdo pride domov in jim na začetku pomaga. Morda je na voljo tudi brezplačno svetovanje, ker si ga vsi ne morejo privoščiti in je še vedno prisotna stigma. Izvajajmo izobraževanje o starševstvu, izobraževanje o komunikaciji, naredimo to kot družba in teh težav ne bomo imeli ali pa jih bo bistveno manj. To se splača že finančno, če ni drugega razloga, da bi bila družba motivirana za to. V redu, ja. Zelo žalostno. Doktorica Kamila Frokoš-Lavan, najlepša hvala za to razlago. Zdaj se bomo posvetili naši naslednji zgodbi. Amsterdam je uradno postal prvo glavno mesto na svetu, ki je prepovedalo javno oglaševanje tako mesnih izdelkov, kot tudi industrij povezanih s fosilnimi gorivi. To pomeni, da ne bo več oglasov za hamburgerje, promocij letalskih prevoznikov, križarjenj ali plakatov za suvje na tramvajskih postajah, metrojih in drugih javnih mestih v lasti mesta. Zdaj mestni voditelji pravijo, da je ta ukrep namenjen temu, da se ulice Amsterdama uskladijo z njihovimi ambicioznimi podnebnimi cilji. To vključuje dosego ogljične nevtralnosti do leta 2050 in prepolovitev porabe mesa. A kritiki pravijo, da vlada prestopa na področje tako imenovane države varuške in poskuša nadzorovati osebne izbire ljudi s cenzuro. Z nami je zdaj, da nam vse to razloži, Stuti Mišra, azijska podnebna dopisnica pri Independentu. Torej, Stuti, Amsterdam pravi, da gre za usklajevanje javnih prostorov s podnebno politiko. Ampak koliko bo prepoved sploh verjetno spremenila vedenje potrošnikov? Da, to je vprašanje. Pravzaprav je to bistvo te odločitve. Ampak mislim, da nobena od teh odločitev, ki naj bi vplivale na ravnanje ljudi, ne pokaže sprememb čez noč. Spremembe se pokažejo šele čez generacijo ali celo več pravzaprav. Torej, mislim, da je to smer, ki jo je določil Amsterdam. Obstaja še več drugih mest, ki razpravljajo o takšnih prepovedih. Nekatera so jih že uvedla. In v resnici gre za to, da priznamo, da so to zelo onesnažujoče industrije in da so takšne vrste oglaševanja v javnih prostorih omejene. Da preprosto priznamo, da ne moremo nadaljevati s takšno porabo. Mislim, da je to bistvena ideja in razlog za ta pobuda.
In tudi, če to ne spremeni, kaj bo nekdo naročil tisti dan ali bo nekdo rezerviral naslednje počitnice ali ne, mislim, da že samo to priznanje igra veliko vlogo pri tem, da ljudje dolgoročno razumejo to kot onesnažujočo industrijo in morda kasneje spremenijo svoje vedenje. Kot vidimo na primeru tobačne industrije ali celo prepovedi oglasov za alkohol na več mestih. To te v resnici ne ustavi, da bi si privoščil pijačo ali prižgal cigareto, ampak to, kar naredi, je, da ti pomaga razumeti, da imajo te odločitve vpliv na tvoje zdravje. In mislim, da bo pri potovanjih ali pri tem, koliko mesa lahko kdo poje in kakšne odločitve sprejemamo ter kako gledamo na fosilna goriva, to sčasoma oblikovalo javno mnenje. Morda ne takoj, ampak mogoče čez kakšno generacijo. No, zagotovo lahko rečemo, da na primer v Združenih državah Amerike resnično nikjer več ne vidiš oglasov za tobak. Na tobak se v veliki meri gleda odklonilno. Ljudje ne kadijo več na ulicah. Trajalo je nekaj časa, a zagotovo zanimiv primer. Ali bodo takšne omejitve povezane z varstvom podnebja verjetno naletele na odpor podjetij, ki jih omejujejo? Kaj smo do zdaj slišali od teh podjetij? Da, več jih je bilo. Prišlo je do nasprotovanj. Seveda je bilo tudi nekaj kritik te prepovedi, kot ste tudi omenili. Nekatere organizacije so se združile in pisale vladi ter jo pozvale, naj ponovno preuči svojo odločitev. Tudi v preteklosti smo že videli, da so bili takšni ukrepi izpodbijani. En primer, ki se ga spomnim, je bila potovalna in turistična industrija, ki je izpodbijala podobno prepoved. Ampak mislim, da smo, ko gre za zakonitost takšnih stvari, vsi v fazi, ko stvari še ugotavljamo. Obstajajo tudi primeri povezani z odškodninami, kjer ljudje, ki so v nesrečah izgubili vse, zahtevajo odškodnino od podjetij, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi. Tudi na tem področju se postavljajo pravni precedensi. To so novejše odločitve vlad, ki upoštevajo podnebne zaveze. In potem opažamo te spremembe, kjer prihaja do kulturnih premikov in potem podjetja, pa tudi ljudje preprosto krmarijo skozi te spremembe, prav tako pa tudi sodišča, bi rekla. Sodišča in odvetniki prav tako ugotavljajo, kakšen je pravni status teh prepovedi, kako jih obravnavati, kje dejansko začnejo posegati v idejo osebne svobode. In kdaj pravzaprav sprejmemo kolektivno odločitev, da je nekaj škodljivo. To je vse. Mislim, da je vse to zelo novo in bomo videli, kako se bo razvijalo. Kritike zagotovo so, vendar bomo tudi izvedeli, kako bodo te kritike sprejete in kako se bo javnost predvsem odzvala nanje. Prav, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje. Zdaj pa prehajamo na naslednjo zgodbo. Velika objava došejev NLP-jev strani Pentagona ponovno obuja eno najstarejših vprašanj. Smo res sami? Trumpova administracija je pravkar objavila več 10 videoposnetkov, vojaških poročil, intervjujev FBI in celo stare prepise agencije NASA, ki dokumentirajo skrivnostne predmete opažene povsod, od Sirije do neba nad Kazahstanom. Nekateri od teh posnetkov prikazujejo hitro premikajoče se luči, ki nenadoma zavijajo, za kar piloti pravijo, da presega običajne vzorce letenja. No, drugi primeri so bili kasneje pojasnjeni. A predsednik Trump zdaj javnosti prepušča, da si ustvari svoje mnenje, saj se špekulacije na spletu znova razplantevajo. A privrženci pravijo, da bi to lahko bilo največje razkritje doslej. Strokovnjaki opozarjajo ljudi, naj ne sklepajo takoj, da gre za nezemljane. Torej, kaj pravzaprav gledamo tukaj? No, slavni mistifikator Uri Geller ima nekaj teorij. Povedal sem vam, da bo Donald Trump objavil gradivo. Ampak koliko gradiva? Zdaj se nam pridružuje Uri Geller, svetovno znani mistifikator. Uri, desetletja si javno govoril o nezemeljskem življenju in nepojasnjenih pojavih. Ko pogledaš te na novo objavljene dokumente Pentagona, kaj ti najbolj pade v oči? V redu, Natarca. Najprej hvala, da ste me povabili. Tukaj sem v Starem Jafi, zelo blizu vaših studijev, v mojem muzeju. Poglej, rekel si nekaj takega kot, ali smo sami, ali nismo sami. Ali smo sami? Poglej, če bi bili sami, kakšna potrata prostora bi to bila tam zunaj. Seveda nismo sami. In imaš prav, to preučujem že desetletja. In nocoj bom navdušil vse vaše gledalce. Osupljil jih bom zgodbo, ki jo imam zapovedati.
Ampak pojdimo malo nazaj. Srečal sem ljudi, ki so videli NLP-je in so jih ugrabili NLP-ji. Ampak imam eno fotografijo, ki ti jo moram pokazati. To mi je poslal Hitli Striber. Če ne poznate imena, je uspešen avtor, avtor uspešnic New York Timesa. On je verodostojen človek, morate verjeti temu, kar pravi. In poslal mi je fotografijo. Prosil sem ga, naj mi pošlje fotografijo vesoljca. Želim ga videti, pravega vesoljca. No, to mi je poslal. Postavil ga bom na sredino. Upam, da ga boste lahko jasno videli. To je bilo pred umetno inteligenco. Govorimo o 40 letih. 40 letih, Nataša. To je fotografija, ki jo je posnel stražar v neki zapuščeni tovarni v Mehiki. Zdaj pa pojdimo k glavni zgodbi. Moral bom pobrati to, kar sem pravkar vrgel na tla, ker sem razmišljal, ali naj vam povem ali ne. Povedal vam bom, naj to poberem. Pred 50 leti mi je astronaut Edgar Mitchell, ki je bil 6. človek na Luni, povedal, da obstaja nemški nacistični znanstvenik po imenu dr. Werner von Braun, ki me želi spoznati in mi nekaj pokazati. Wow! Dr. Werner von Braun je bil raketni genij. Po vojni je predsednik Kennedy pripeljal dr. Wernerja von Brauna v Ameriko, da bi uporabil njegov njegove možgane za pripravo pristanka na Luni. Nekateri mi ne verjamejo. Srečal sem dr. Wernerja von Brauna. No, tukaj so fotografije. To je dr. Werner von Braun. Kaže mi kos NLP-ja. Ob meni stoji mož iz CIA, astronaut Edgar Mitchell. Zdaj, navdušil sem ga z upogibanjem žlic in branjem misli. Potem mi reče, Uri, pridi z mano na parkirišče. Moj svak je imel majhen nemški fotoaparat Minox, vohunski fotoaparat, ki mi ga je pravzaprav dala CIA, da bi vohunil za njih. Naredi to fotografijo. Werner von Braun me posadi v svojo limuzino in skupaj se odpeljeva v središče NASA baze, ki se imenuje Goddard Space Lab Center. Prispemo do ogromne betonske stavbe. Nekaj stražarjev, on odpre vrata in spustiva se v globino stavbe. Sama, on in jaz. Pridemo do steklenih vrat. Odpre vrata in na hodiku so topla antarktična oblačila z logotipom NASA. Reče, naj si enega nadenem in si ga tudi sam nadene. In potem Nataša me odpelje do ogromnih kovinskih vrat, velikih kot ti loki v mojem muzeju. Odpre vrata in ostanem brez besed. Vstopiva v ohlajeno sobo. In nisem neumen, Nataša. In nisem bil hipnotiziran. Videl sem na lastne oči. Vidim nezemeljska telesa, ki ležijo v steklenih ceveh, zamrznjena. Mnogi med njimi so bili poškodovani. Wow! Veš, vedno sem verjel v nezemljane, ker je to bistvo nocojšnje zgodbe. Prav. Da, to vidim s svojimi očmi. V redu. No, očitno, neverjetno. Očitno to, kar smo videli v teh datotekah, niso bile slike zamrznenih vesoljcev. In seveda je vprašanje, ali je bilo v teh datotekah kaj takega, kar bi predstavljalo dokončen dokaz o obstoju nezemeljskega življenja. To je vprašanje, ki ga ima zdaj vsak. Ste v teh določenih datotekah opazili kaj, kar vam je posebej padlo v oči? Absolutno. In mislim, da je danes kongresnik Tim Burchett povedal, da nas čaka še veliko stvari, ki vas bodo šokirale. Zdaj želim verjeti, da bodo predstavili telesa nezemljanov. Nekateri pravijo, da so to živi nezemljani. Vem zagotovo, da Benjamin Netanjahu, Donald Trump in še nekaj drugih predsednikov, a ne veliko, vedo, da so to nezemljani in morda so celo v stiku z njimi ter uporabljajo nezemeljsko tehnologijo za vojskovanje. Zato je bilo vse to zamolčano. Desetletja so vsi zanikali NLP-je in nezemljane. Zdaj pa dovolite, da to intervju zaključim z nečim resnično šokantnim. Ko sem bil star 6 let v Tel Avivu, kjer sem se rodil, igral sem se v velikem vrtu, arabskem vrtu v Šdevotu, Aličil, Rochelle Boulevard in Uda Levi. Njena doma, pred mojimi očmi zagledam ogromno kroglo svetlobe.
Utripala je in iz svetlobe mi nekaj zadene čelo. Bilo je tako tipljivo in trdo, da sem padel v travo. Stekel sem domov povedati mami, pa mi ni verjela. Mislila je, da si to domišljam ali izmišljam. Ampak ta zgodba je bila tako močna, da sem se odločil, da je ne bom opustil. Pisal sem o njej v svojih knjigah. Govoril sem o njej v dokumentarcih. Pred 20 leti BBC-jev dokumentarec. V Izraelu predvajajo dokumentarec o meni, kjer pripovedujem to zgodbo. Naslednji dan prejmem telefonski klic od častnika izraelskih letalskih sil, ki mi reče: Uri, bil sem tam, slišal sem te sinoči in videl sem te. Veš, takoj sem pogradil telefon. Ime mu je Avram. In pove mi, da je bil mlad vojak letalskih sil, častnik, ki je hodil do stanovanja svoje matere na Rochelle Boulevardu. In vidi me, vidi ta strah pred zanimivim. Torej je bil priča temu trenutku. Bil je priča temu trenutku. No, moram reči, Uri, ti si ena redkih oseb, s katerimi sem govorila, ki so imele toliko izkušenj z interakcijami in videnjem tega, kar bi lahko bil dokaz o obstoju nezemeljskega življenja. Mislim, da veliko izmed nas gleda te datoteke Pentagona in upa, da bodo videli nekaj, kar je popolnoma dokončno. Hvala, da ste se nam pridružili. Zdaj moramo na kratek oglasni odmor. Zelo zanimivo. Prav, prijatelji, to je Global Eye. Sem Nataša Kirčik. Vesela sem, da ste bili z nami. Se vidimo naslednji teden.